Dober dan, en lep pozdrav vsem. Počakamo še minutko, pa bomo počasi začeli tudi s tem zadnjim vsebinskim predavanjem izobraževanja za lokalne turistične vodnike. Jaz upam, da vam je bilo všeč, oziroma da so bila predavanja zanimiva, da ste izvedeli kakšno novo stvar. Verjamem, da je kar dosti vsebin, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, jih lahko pošlje k meni, predavateljem, ki so predavali posamezna področja, posamezne vsebine. Kar se tiče same seminarske naloge, jaz mislim, da vam bomo jutri poslali navodila, tako da boste imeli tudi dovolj časa za vse skupaj pripraviti. Ostalo pa rešimo sprotoma. Danes verjetno ste videli že na samemu urniku, kaj je tema predavanj. Jaz ne bom bil predolg, tako da bom kar lepo pozdravil Špelo med nami in ji tudi kar predal besedo. Tako da Špela, izvoli, predajam skupino v tvoje roke. Aha, lahko kar začnemo, ali kaj? Kar začnemo. Se jaz počasi ljudi spuščam vmes, tako da tudi tisti, ki pridejo malo kasneje, da ne bodo pa ostali čakali vmes. Aha, okej. Kaj me dobro slišite? Ja, dobro, odlično. Dobro, pol bom jaz. Okej, super. Odlično. Evo. Naj bi se vas nabralo 45, ali kako? Naj bi se. Aha, okej, odlično. Dosti turistov bo na naših koncih. Evo, jaz sem pripravila za vas danes predavanje na temo interpretacije narave, ki jo lahko, to je pač metoda dela, ki jo lahko uporabite pri svojem turističnem vodenju. Predstavila vam bom, kako to naj bi potekalo, in sem na voljo tudi za vprašanja. Vmes imam predvideno še eno vajo, če nam bo uspelo, verjetno ste dobili tisti Wordov dokument. In če bo pa kakšne stvari, ki recimo, ali so vam že drugi predavatelji povedali, ali pa vas kaj zanima še posebej, me lahko komot ustavite in pač poveste, da vas to zanima in se pogovorimo. Torej, interpretacija je že dokaj stara zadeva, čeprav v Sloveniji smo se s tem začeli bolj podrobno srečevati tam enkrat po letu 2000 ali pa celo po letu 2005, ko smo imeli priložnost prisostvovati enemu seminarju Johna Weverke iz Amerike, ki je interpretator in tudi predavatelj teh vsebin po celem svetu praktično. Freeman Tilden je, vidite, letnice, kdaj je živel možakar, je v bistvu utemeljil to interpretacijo dediščine. On je bil namreč novinar in ko je bil nekako angažiran iz strani nacionalnih parkov v Ameriki, je na svoj način začel predstavljati, kaj v bistvu sploh povedati tistim obiskovalcem, ki so zelo radi zahajali v te ameriške nacionalne parke. In je rekel, zdaj iz tega svojega novinarskega sistema je izhajal in je rekel, glejte, ne bomo zdaj mi tule razlagali znanstvenih podatkov in ne vem česa, ampak bomo to napisali tako, da bojo, ali pa bi rekla, predstavili tako, da bojo ljudje razumeli. In ko bojo razumeli, bojo tudi pač se navadili ali pa jih bo to spodbudilo k temu, da bi to cenili in spoštovali, in ko bojo to oblikovali svoj čustveni odnos do vsega tega, bo potem lažje vse skupaj tudi varovati. Iz tega je on izhajal. In to je še dan danes v bistvu osnova za interpretacijo raznovrstnih vsebin praktično po celem svetu, sploh v angleško govorečem svetu. Zdaj, kaj sploh je interpretacija? Me zanima, ali ste se s tem, bi rekla, načinom dela in s tem pojmom že srečali? Ja, ne? Boste kaj pokimali vsaj?
Ne. Jasno, vse Eni sorte. ja, ok, super. Eni ja, eni ne, za druge je to novost. Torej, gre za na nek način prevod, lahko temu rečemo. Torej, prevod strokovnih dognanj, znanstvenih spoznanj, raziskav, informacij, ki so lahko po eni strani dokaj suhoparne, v jezik, ki ga razume, bi rekla, tisti obiskovalec, ki prihaja k nam kot turist, ki ni toliko, ali pa tudi je, ampak ne glede na to, pač večinoma ni znanstveno, bi rekla, nima tega poglobljenega znanja o določenih vsebinah. Se pravi, ne bomo kazali grafov, ne bomo kazali številk, ampak bomo to povedali tako, da bo razumel vsakdo. In zato v bistvu morajo biti naša osnova, torej osnova interpretatorja informacije, ki jih seveda iščemo tudi v strokovnih in znanstvenih člankih, če je potreba, ali pa pač prispevkih, če je potrebno, pa vendar to preoblikujemo tako, da je razumljivo vsakomur. Torej pojasnjujemo, delamo prikaze, primerjave in tako dalje. Zdaj, kaj v bistvu interpretiramo? Jaz bom seveda govorila predvsem o interpretaciji narave, ker sem pač naravoslovec, gozdarka in mi je to najbolj blizu. Seveda pa lahko interpretiramo katerokoli vsebino, lahko interpretiramo kulturno dediščino, lahko interpretiramo zgodovinske dogodke, pokrajino, umetniška dela, skratka, katerokoli vsebino lahko interpretiramo in pač odvisno je tistega, kar želimo povedati, kar želimo sporočiti in v čemer smo seveda podkovani. Torej, pri naravoslovnem interpretiranju seveda razlagamo naravo in organizme, pač odnose med organizmi, mreže med organizmi v ekosistemih in tako naprej. Upam, da nam bo res uspelo iti na Mašun, kjer je pač obnovljena Mašunska gozdna učna pot in kjer vam bi želela pač predstaviti oziroma vas voditi po Mašunski gozdni učni poti, tako kot bi lahko tudi vi vodili recimo svoje skupine, ko jih boste imeli. To je seveda, upam, da bo pač koronska situacija se odvijala tako, da nam to dejansko odpre in da vam tam tudi določene stvari, mogoče, ko bojo danes preveč teoretične, tudi praktično prikažem. Torej, kaj so naši cilji kot interpretatorja, torej kot vodnika, turističnega vodnika, interpretatorja? Seveda, eno je posredovanje znanja ali pa nekih informacij, novega znanja, ki bi ga želeli predstaviti tem obiskovalcem, našim turistom, da bi to znanje tudi prispevalo k boljšemu razumevanju, njihovemu razumevanju tega okolja oziroma tistega, kar se nam zdi kot posebej vredno, ne? In da bi to tudi cenili, posledično spoštovali, varovali in se odgovorno obnašali. Škoda je dosti besed izgubljati o tem, da v prvi vrsti moramo biti mi kot vodniki vzgled pri tem odgovornem obnašanju, ne? Se pravi, varianta, veste, gremo tule, saj ne bi smeli iti, ampak v bistvu vseeno gremo samo za vas in tako dalje, te variante seveda odpadejo, popolnoma odpadejo, ne? Torej, mi smo tisti, ki moramo tudi s svojimi dejanji v naravnem okolju oziroma v odnosu do vsebin, ki jih interpretiramo, pač biti vzgled. V tem smislu gre, ne glede na to, da imamo opravka običajno z odraslimi ali pa najpogosteje z odraslimi osebami, v vsakem primeru do določene mere vzgojno-izobraževalni proces. Če so to pač mladina ali otroci, toliko bolj, ampak tudi pri odraslih je treba včasih delovati vzgojno in izobraževalno, ker jim nudimo pač neko novo znanje. Na ta način
poskušamo vzpostaviti to vez med naravo, ali pa ne, da mi vzpostavljamo, ampak omogočimo, da naši obiskovalci doživijo to vez med naravo in pač njimi, da jim omogočimo ta stik, da jih navdušimo nad določenimi deli narave in s tem bogatimo njihova doživetja. Ker ta neposreden stik z naravo je, pa tudi v prihodnosti bo še toliko bolj, v bistvu nekaj, kar bo treba večini ali pa bi rekla mnogim obiskovalcem pomagati, da si vzpostavijo zopet ta stik. Vi prihajate zagotovo iz različnih okolij, imate različna znanja, različne izobrazbe. Jaz sem sicer pogledala vaš seznam, ampak prav podrobno pa ne poznam te vaše izobrazbe ali pa bi rekla te afinitete do določenih področij. Tako da v bistvu tudi, če govorimo o naravi, tisti, ki niste naravoslovci in ki vam je bliže recimo kulturna, zgodovinska dediščina ali karkoli, poskušajte si ves čas to prevajati na vašo temo. Saj boste slišali tudi kasneje, zakaj vam to govorim. Torej, načini interpretacije so lahko različni. Ponavadi to delimo v dva okvirčka. Najbolj zaželjena ali pa najbolj učinkovita je seveda osebna interpretacija, ki jo lahko uresničujemo skozi vodenje skupin ali posameznikov, skozi pripovedovanje, recimo zgodb, potem ste se že več pogovarjali, če se ne motim, z Alenko Richterjevo, potem skozi recimo demonstracije, uprizarjanje raznih prizorov ali kakorkoli že. Se pravi, kjer imamo ta, bi rekla, skoraj v predkoronskih časih normalen, zdaj pa že na žalost malo manj normalen, oseben stik z obiskovalci, našimi gosti, turisti, in kjer dejansko tisto, kar je največ vredno, neposredno spremljamo njihove odzive, nam kaj povejo tudi, nas kaj vprašajo in tako naprej. Seveda drugi tip ali pa druga skupina interpretacije, način interpretacije je neosebna, to so panoji, razne table, recimo učne poti, naravoslovne poti, potem razna tiskana gradiva, od zloženk do brošur, do knjižic, tudi zvočna interpretacija, kar je lahko še posebej zanimiva, in pa te interaktivni displeji, ne vem, bodisi so razni kvizi, vprašalniki ali ne vem, lahko sam izbereš vsebine, ki te bolj zanimajo in tisto tapkaš po teh, bi rekla, touch screenih po domače, ne. In tako je v bistvu, to sem hotela reči na Mašunu, recimo Mašunska gozdna učna pot, boste videli, je pripravljena za obiskovalce tudi brez vodnika. Ali pa, če je vodnik tam, bo lahko recimo to tudi za vas neka priložnost, da preštudirate pač tiste vsebine in potem vi kot vodnik lahko vodite po Mašunski učni poti. Ni treba, da so vedno, recimo, da smo vedno, ne vem, gozdarji, jaz prihajam iz Zavoda za gozdove Slovenije, ni treba, da smo vedno mi tam, pač učna pot je odprta, dostopna vsakomur in je dobrodošlo, da jo obišče čim več obiskovalcev. Če boste vi ob tem kot vodniki vodili skupine, toliko tudi v redu. Seveda, strokovno korektno, da se razumemo, ne. Torej, vodeni ogledi, učne poti, razstave recimo, razna informacijska središča, preko predavanj, publikacij, elektronskih medijev, skratka, sredstva za interpretacijo so lahko najbolj raznolika, tudi pač te sodobni mediji in, ne vem, filmi ali kakorkoli so lahko sredstvo interpretacije in na ta način lahko kombiniramo ob določenih dogodkih različne načine in različna sredstva interpretacije, kar je seveda prepuščeno vsakemu vodniku, ki pripravi svoj program vodenja.
Torej, uporaba je lahko ravno tako kot rečeno zelo različna v različnih primerih, v različnih okoljih. In kar je posebej zanimivo ali pa bi rekla pomembno, je ravno ta prispevek k upravljanju ali usmerjanju obiskovalcev oziroma preprečevanju neželenega ravnanja in vedenja obiskovalcev. To je zelo pomembno. Zato sem prej omenila, da pač mora biti strokovno prvič, kar se tiče znanja in kvalitete informacij strokovno korektno. Po drugi strani se pa je vendarle treba zavedati, da mi kot vodniki vplivamo na, ali pa imamo možnost vplivati na vedenje in usmerjanje obiskovalcev. Se pravi, če je recimo, ne vem, dam primer, na neki poti znak, da se iz poti ne hodi, ne, potem je treba vedeti, v kakšni meri lahko na tisti poti pač sprostimo obiskovalce ali pa z neko aktivnostjo sprostimo obiskovalce, da grejo tudi izven poti, ne. Če je na neki poti znak, da se torej rožic ne nabira, nekih zavarovane vrste, seveda mi kot vodnik ne bomo te vrste utrgali, pa jo dvigali nad glavo, pa jo kazali vsem, lejte, to je ta rožica, ne. Veste, je zavarovana, se ne sme trgati. Ja, kaj smo naredili, ne? Pokazali smo jim nekaj, kar se pač ne sme početi. Torej, včasih je pa tudi recimo interpretacija tista, kjer lahko prikažemo tudi posledice nerazumevanja naravnih procesov ali pa bi rekla nekega človekovega dejanja. Recimo, ko vidimo neko negativno posledico, ki so jo ljudje naredili v določenem okolju, je to tudi priložnost, da to interpretiramo. Jaz imam tukaj za vas pripravljen nek primer ravno tega iz naših krajev. A kdo prepozna to lokacijo mogoče? A lahko vi sami zvok vključite, pa kaj poveste? Ali vas je Dejan čisto blokiral? Lahko govorimo, sam ne... Ne poznamo. Tam proti Knežake, med Knežakom pa med Parjem, tam noter. Evo, poznajo. Točno, to je v bistvu posnetek reke Pivke, ki je v tem delu seveda vkopana v kanal in je slikano iz tistega mostu, ki gre iz Zagorja proti Kalu, z tiste ceste. Poznate, če greste iz Zagorja proti Kalu ali pa proti Baču, proti gradu Kalc, pri gradu Kalc, se pravi proti Baču, je to v bistvu z tistega mostu slikana reka Pivka. In zdaj, kaj na tej reki Pivki prikazano? Bom jaz tole, zdaj pa vidite mojo puščico, ne? Tole je torej reka Pivka in zraven je nasip. Ta nasip je bil narejen za časa Italije, se pravi med obema svetovnima vojnama. In sicer so ga naredili Italijani, ker so v bistvu vsi domačini tukaj vedeli, da pač je značaj reke Pivke tisti, kar tudi njeno ime pove, ne, da pač kar naenkrat poplavi travnike in polja, voda pač se razliva vse posodke počez in recimo, če to pride v času, ko so te travniki v polnem razcvetu oziroma ni še trava pokošena oziroma ni recimo pobran krompir in tako dalje, nikoli niso vedeli, kdaj bo ta voda prišla, potem v bistvu so imeli težave, ker ni bilo pridelka. Iz zgodovine Pivškega je to v bistvu poznano, ker so veliko ljudje pisali o teh težavah. In pol so Italijani, mislim za časa Italije, so naredili te nasipe in so reko v bistvu kanalizirali, tako da ne bi poplavljala. In kaj se je potem zgodilo? Oni so mislili, da reka poplavlja, tako kot običajno vse reke poplavljajo,
tako da se v bistvu struga napolni in ko je struga polna, se potem to razlije na ven in poplavlja pač tiste travnike oziroma površine, ki ležijo ob sami strugi. Ampak na Pivškem to seveda ni tako. Na Pivškem voda ne poplavlja zato, ker bi bila struga polna in bi se voda razlivala iz struge ven, ampak kadar po močnejših padavinah nivo kraške podtalnice naraste, prihaja voda direktno iz podzemlja, direktno na površino. In ko so pač te nasipi bili zgrajeni, voda se je seveda na travniku pojavila, pa ne zato, ker bi se prelila čez nasip, ampak se je pojavila iz podzemlja na površje. In kaj je bil potem problem? Zaradi nasipa se ta voda ni mogla umakniti v strugo in odteči. In se je zgodilo, da so vode za nasipom predolgo obležale, torej ostale na površju, Pivka je že usahnila, poplave so bile pa še vedno tukaj. In kaj so pol kmetje naredili? Prekopali so nasip. Torej, tukaj imamo en tak primer, ko v bistvu ljudje niso dobro razumeli procesa, naravnega procesa, ki se odvija v tej pokrajini in so izvedli nek ukrep, ki ni bil primeren. Tako da v bistvu, recimo, če imate skupino okrog gradu Kalc, imate tu na mostu krasno, bi rekla, krasen primer razložiti v bistvu delovanje te Pivke, delovanje kraške podzemne vode in pač vsega tega, bi rekla, pojavljanja presihajočih jezer, pivških presihajočih jezer. Za tiste, ki boste pač te stvari tudi lahko tam razlagali. Torej, ciljne skupine, to je izjemno pomembno. To so verjetno vam že kaj tudi razlagali, so vam to že razlagali? Ne? Ja? Eni ne? Ok. Torej, ciljne skupine, predstavitev pa način interpretacije je vedno potrebno prilagoditi točno tisti skupini, ki prihaja k vam. Lahko boste začudeni, ampak recimo, če boste enkrat dobili, recimo, da tako vam dam primer iz svoje prakse, vam dala ta primer, recimo 5. razred iz osnovne šole Knežak ali pa Babno Polje, drugič boste pa, oziroma recimo Stari trg, drugič govorimo o regiji Zeleni kras, drugič pa bo na to regijo prišla recimo skupina iz 5. razreda iz Pirana. Kot noč pa dan. Popolnoma drugačna interpretacija oziroma drugačno posredovanje vsebin, zaradi tega, ker je njihovo osnovno okolje popolnoma drugačno in imajo drugačna, ne glede na to, da vsi imajo isti šolski program, isti program, ne vem, naravoslovja in ne vem česa, ampak njihovo dojemanje prostora in tega okolja, ker prihajajo iz različnega okolja, je popolnoma drugačno. In boste videli, kako v bistvu tudi različna vprašanja postavljajo, recimo tele, ki so domačini tukaj, v bistvu oni to okolje poznajo, ne vem, recimo vrste živali in rastlin, ki tukaj rastejo, poznajo vode, poznajo pač to lokalno okolje, bistveno lepše poznajo in bolje poznajo, medtem ko tisti, ki so recimo iz drugega okolja ali pa recimo iz nekraškega okolja. Mene so recimo strokovnjaki, kolegi recimo iz osrednje Nemčije ali pa iz severne Nemčije spraševali, kaj so te luknje, in smo gledali vrtače in njim se ni sanjalo, kaj so to vrtače in zakaj nastajajo in tako, ker seveda oni imajo peščena tla tam okrog, kjer tudi podrazno še niso slišali ali pa videli, kako izgleda kras. Tako da v bistvu je treba, se mora vodnik vedno v bistvu poskušati prilagoditi ciljni skupini. Potem recimo izletniki. Izletniki so tam zato, da se imajo luštno, niso tam zato, da bojo, ne vem, globoka znanja osvojili in tako dalje.
Lahko imate interesne skupine. Enkrat recimo sem imela na Mašunu skupino profesorjev iz lesarske fakultete, iz fakultete za lesarstvo. Sem rekla, kaj jim bom jaz govorila, oni že vejo vse od lesa, od dreves in tako naprej. Ja, tako dobro debato smo imeli, ker dejansko oni poznajo les, ja, in lastnosti lesa in vsega, ampak tistega, kje ta les zraste, kako ta les zraste v gozdu in tega pa niso dobro poznali in smo imeli zelo zanimive razprave in tako naprej. Domačini, kot rečeno, ali otroci, ali pa še bolj odrasli, to pa bi jaz rekla tako, samo poslušaj, ker bojo povedali skoraj več, kot boš ti povedal, ker ti svojim, bi rekla, tistim znanjem, ki so ga poslušali od starih staršev, od staršev, od prejšnjih generacij, ker gospodarijo s tem prostorom, so lastniki zemljišč in tako dalje, ti lahko dosti več dajo in povejo informacij, kot recimo lahko ti, ki si prebral par knjig, nekaj poveš. Torej, pri interpretaciji imamo, ali pa pri vodenju imamo seveda vedno ta trikotnik. Eno je vsebina, torej objekt, ali pa tisto, kar jim želimo predstaviti, povedati. Drugo je interpretator, to smo mi, tisti, ki pač poskušamo na ta način delovati in razložiti zadeve, in tretjo so udeleženci. In na sredini tega trikotnika je to tematsko sporočilo, ki ga moramo oblikovati. Se pravi, to je tisto sporočilo, ki recimo ostane udeležencem v spominu in potem, ko jih, ne vem, kolega vpraša, ja, vi ste bili pa, ne vem, soboto tam na Notranjskem, pa kaj ste pa slišali, kaj ste pa zvedeli, in on mora takrat to sporočilo povedati. Zvedeli smo, da pač Kras funkcionira po svoje in da se morajo tam ljudje prilagoditi Krasu. Recimo, eno tako sporočilo. Ali pa pač karkoli drugega, kar ste si izbrali. Govorim spet lahko iz kulture, iz zgodovine, iz karkoli, ampak nekaj tistega, kar želite, da se dejansko ljudem usede v dušo in srce ob tem vašem vodenju. In zdaj, vsi bi hoteli biti dobri na svojem področju, In kaj je tisto, kar potrebujemo, če hočemo biti dober interpretator? Potrebujemo, seveda, osnova je strokovno znanje. Z področja, ki ga interpretiramo. Ali pa, če rečem, če ta stavek obrnemo in interpretirajmo ali pa razlagajmo, pojasnjujemo tisto, kar znamo. Ker tistega, česar ne znamo, bomo imeli težave. In to ljudje še kako dobro čutijo. Zato je v bistvu vsak voden ogled pač neka kombinacija točno tega, kar smo imeli tukaj. Torej, tistega znanja, ki ga vsak posameznik nosi, tistega znanja, ki ga prinašajo udeleženci in iz katerega okolja prinašajo udeleženci, in vsebine, ki je seveda povezana z interpretatorjem in z udeleženci, kar jih zanima. Potem navdušenje. Tukaj smo že pri čustvih. Navdušenje nad vsebinami. Zdaj, če vi niste, bi rekla, prepričani v to, da je pomembno, kar govorite, potem ne boste nikogar prepričali. Če vi niste navdušeni nad tem, kar predstavljate, o čemer govorite, potem ne boste navdušili nobenega. In če ne boste nobenega navdušili, potem tudi ne boste vplivali na njihovo vedenje. Široka razgledanost na sorodnih področjih. Zdaj, kaj je to? Pravi, na primer, govorila sem prej o vodah, lahko smo potem to povežemo, ne vem, recimo z zgodovino, lahko povežemo to z okoljevarstvom, lahko to povežemo z živimi organizmi, ki živijo v vodi, spravi, mi smo hidrolog in te zadeve povezujemo s sorodnimi področji. Recimo v
na področju gozdne pedagogike, na primer, kjer v bistvu uporabljamo tudi še druge prijeme, lahko kombiniramo vsebine tudi z recimo šolskimi predmeti, bodisi je to drugi, recimo tuji jezik, pa se pogovarjamo v tujem jeziku, ali v bistvu uporabimo elemente iz matematike, pa rečemo, zdaj pa bomo, ne vem, namesto da bi tam reševali nek račun, bomo zračunali, koliko je visoko drevo, pa kako pa bomo to zmerili, recimo, ali kaj takega, ne? Do te razgledanosti seveda pridemo, če smo radovedni, ne. Če nas nič ne zanima, ampak vi itak niste tisti, ki jih ne bi nič zanimalo, ker če bi bili taki, da vas nič ne zanima, ne bi danes tukaj sedeli, ne. Torej, radovednost, želja po novem znanju in tudi komunikativnost je pa seveda osnova, ker s takim, bi rekla, z ljudmi se pač ne ukvarjajo nekomunikativne osebe ali pa introvertirane osebe, ne. Empatija, no, zdaj smo pa tukaj, ne. Zakaj je pomembna empatija? Ko mi interpretiramo neko vsebino, je zelo pomembno, prej sem že rekla, da moramo čim več vedeti, kdo je naša ciljna skupina, ampak ne samo to, poskušati se moramo tudi vživeti v njihovo kožo. Se pravi, začutiti jih je potreba. Bom kasneje povedala, kdaj imamo to možnost, da to naredimo. Ampak dejansko v bistvu, bi rekla, diskvalifikacije, na primer, ne vem, ko vas nekdo nekaj vpraša, pa ne vem, recimo zaviješ z očmi, pa rečeš, ne vem, kaj me zdaj to sprašuje, ali pa butasto vprašanje, na to vam niti ne odgovarjam, ali kakorkoli, take stvari pač seveda odpadejo, ne. Če nimamo sposobnosti odgovarjati na recimo taka vprašanja, v bistvu boljše, da se ne ukvarjamo s tem, ali pa če rečem drugače, nobeno vprašanje ni neumno, neumen je lahko samo odgovor, če se razumemo, ne. Zdaj, smisel za humor je potem, je tako, ne, recimo jaz bi si ga želela, da bi ga imela več, ne, ker jaz nisem recimo tak humorist, ne. Me zabava, ali pa bi rekla, se znam malo pohecati in tako naprej, ampak nisem pa prav oni humorist, ki zna vsako stvar na štos obrniti ali pa kaj takega, ne. To pač je del človekovega značaja ali pa tudi ni, ne. Zdaj, tukaj je fajn, če je, ampak če pa pač nismo, ni zdaj tukaj nič, bi rekla, tragičnega, da ne bi zaradi tega mogli izvajati vodenja. Torej, ko se vživljamo v obiskovalce, je treba videti, recimo, kaj njih zanima, ne. Recimo, ko vodimo, ne vem, neko skupino, si mi zamislimo, to pa to pa to jim bomo povedali. In potem se zgodi recimo takale zadeva, kot je tukaj na sliki, ne. Kaj se je zgodilo? Tukaj je en otrok zagledal recimo mravlje in potem so vsi ostali, v bistvu postali pozorni in so začeli te mravlje tudi. Imamo zdaj zadvice. Kdo zdaj to govori? Ne vem. Ok, dobro. Torej imamo te pač skupino otrok, ki se začne s tem ukvarjati in mi imamo pa v glavi, da smo jim hoteli še to pa to, ne vem kaj vse povedati, ne. In če začutiš, da so, recimo, da je ta skupina, da jo je potegnilo notri, da tako rečem po domače, da rečem, da jo je čisto potegnilo notri, potem v tistem trenutku lahko tudi rečeš, aha, okej, točka 7 odpade, točka 8 odpade, oni so tukaj zdaj notri in več bojo imeli od doživetja zdaj tega, kako bojo pač te mravljice nekam zlezle in nekaj znosile na kupc, kot da bi mi rekli, zdaj otroci pustite mravlje, jaz vam hočem še to pa to povedati. Upam, da me razumete, o čem govorim, no? Da me razumete, kaj vam hočem povedati. Torej,
mi jim omogočamo doživetje in te spomine, ki jih lahko ustvarijo samo s svojim doživetjem. Oni mogoče so zvečer sanjali te mravlje, recimo, ne. In takrat v bistvu tisti naš program v trenutku moramo biti pripravljeni prilagoditi, spremeniti ali, ne vem, mogoče dodati, spet izkoristiti to njihovo pozornost, da jih je kar naenkrat so jih začele zanimati žuželke in potem tukaj nadaljujemo, ne. In tukaj se potem pokaže, bi rekla, širina znanja, tiste, bi rekla, poznavanje sosednjih področij in poglobljeno znanje, kjer spet lahko dodamo neko dodano vrednost temu njihovemu zanimanju. Zdaj, po Maslowu oblikovane hierarhija potreb obiskovalcev, zdaj, če ste to že, te vsebine, so vam to že predstavljali? Niso še? Okej. Ne. Ne. Dobro. Potem bomo v bistvu mi pogledali to tabelo in sicer to tabelo bomo začeli brati od spodaj. Tukajle. Temeljne človekove potrebe so seveda fiziološke potrebe, ne. Se pravi, da je naša fiziologija naših organizmov bi rekla, zadovoljena, ne. Zdaj, če recimo vi veste, da se skupina do vas, da se je vozila recimo 1 uro pa pol ali pa 2 uri, potem je logično, da po 2 urah vožnje bojo določeni potrebovali toaletne prostore, ne. Se pravi, morate vi predvideti, da ne bo nič pomagalo vse sorta razlagati, če recimo polovico ljudi tišči na WC, ne. Pač morate zorganizirati zadevo na tak način, da bo to, bi rekla, zadoščeno tem potrebam. Ali pa recimo na mašunu, veste, ko smo mi hodili na šolske izlete, kaj je bilo najbolj važno? Malica, ne. In isto je recimo na mašun se morajo pač vse šolske skupine pripeljati. In prvo delo, ki ga naredimo na mašunu, je to, da malicamo, ne. Da pač tisto, reka, otroško nujo zadostimo, to so čisto osnovne fiziološke potrebe, malica, stopimo dol z avtobusa, evo, zdaj je malica, to ono tretje, kaj imaš ti, imaš sendvič, imaš to, imaš ono, imaš tretje, čokoladice, gori, doli. Pol to v bistvu rešimo, še toaletne zadeve, dobro to, pol pa pospravimo nahrbtnike v avtobus in pol smo pa mi pripravljeni za vsebine, ne. Se pravi, to je ena tista osnova, ki jo moramo upoštevati, da bomo lahko uspešno odpeljali zadevo. Recimo, dolžina poti seveda mora biti prilagojena. O tem bomo še govorili glede na ciljno skupino in tako dalje. Varnost, torej naslednja potreba je varnost, ne. Zdaj, recimo mašuna ali pa bi rekla narava nasploh, kjerkoli pač v naravo greste, mi smo seveda v območju medvedov, ne, in dosti obiskovalcev, sploh iz drugih krajev, lahko recimo kar precej zaskrbijo, bomo mi tule srečali medveda, ne. Sploh recimo na mašunski učni poti, kjer gremo celo medvedji brlog pogledati, ne, a ga bomo srečali. Ja, zdaj vedno pač rečem, odvisno od tega, ali ga želite ali ga ne želite, ne. Zdaj, če ga ne želite srečati, bomo že zdaj malo zažvižgali in bomo na ta način pač pregnali, da tako rečem, medveda. Ampak pač ta, bi rekla, potrebo po varnosti, te potrebe po varnosti ne smemo podcenjevati. Zato na začetku že osnovne te informacije so pomembne, da v bistvu jim povemo, ne, zdaj koliko časa, kje smo, koliko časa bomo hodili, kakšna je pot, zdaj ali so tukaj klopi, kako se proti temu zaščititi in tako dalje, ne. Skratka, ukvarjajmo se s tem, kar ljudi skrbi, ker če se ne počutijo varne, bojo zopet več časa se ukvarjali s preganjanjem svojih strahov ali pa s svojimi strahovi, kot pač s tem, kar jim želimo povedati, ne. Potem je občutek pripadnosti in sprejetosti v skupini, ne. Se pravi, ponavadi se recimo na vseh vodenih izletih skupina precej raztegne, ne. In
nas pa vedno matra ura. Ne, mi vemo, imamo potem ob tej uri imamo kosilo, ob tej uri imamo vstop v, ne vem, ta pa ta grad, ob tej uri imamo tu na tretje in moramo v bistvu pač kontrolirati uro, ampak ta skupina se je raztegnila in da bi mi pospešili, se ustavimo na neki točki in že začnemo govoriti in tisti, ki so ostali zadaj, tisti v bistvu sploh ne slišijo tega, ne. Pa bi mogoče radi, ampak niso mogli prehiteti, da bi bili točno zraven nas, že tako smo jim govorili. Se pravi, to v bistvu ni fajn, ne. Rajše povemo v celi skupini, dajmo ko hodimo, dajmo hoditi v hitrejšem tempu, če je to možno, če so sposobni tega, ali pa smo se ušteli pri načrtovanju izleta in pač ne bomo uspeli vsega izvesti, ne. Skratka, poskrbeti moramo za to, da ljudje čutijo, da pripadajo skupini. Da se upajo nekaj vprašati. Nekateri imajo težave s tem, da se izpostavijo v neki skupini. Še posebej, če v bistvu jih ljudje poznajo včasih pa jih kontra, če jih noben ne pozna, potem se oni čisto umaknejo, ne. Tukaj jih lahko tudi spodbujamo, ne. Potem lahko z njimi tudi povemo, recimo, ne vem, skrbi nas, ne vem, ker ta del narave ni tak, kot bi moral biti, ker imamo recimo tukaj težave, ne vem, z onesnaževanjem, z takimi in takimi dejanji, z, ne vem, vožnjami v naravnem okolju in tako naprej, ne. In ko izrazimo ta svoj odnos, to svojo skrb, dobimo možnost, da tudi oni pač se nam pri tem pridružijo, ne, in začnejo o tem razmišljati in to tudi izrazijo, ne. Potem imamo pač to samospoštovanje in spoštovanje drugih, ne, se pravi, tudi recimo sploh pri šolskih skupinah je dostikrat tako, da se kakšen, bi rekla, kakšen otrok poskuša kaj povedati ali pa kaj vprašati in potem se mu drugi posmehujejo, ne. In mogoče recimo so se učitelji že naveličali ustavljati take, bi rekla, neprimerne konflikte in tako dalje, ampak mi imamo še vedno vsakršno možnost, da rečemo, da potegnemo dobro iz tistega, kar je ta pač otrok ali pa obiskovalec vprašal ali povedal ali nekaj in napeljemo na boljše. Zdaj, nočem reči, da se ne bi narobe razumeli, da moramo vsakega pohvaliti, ne. Včasih so seveda kakšne stvari res neprimerne, ne. In takrat je tudi prav, da to povemo, ne. Ampak povedati moramo na pravi način, ne. Ne tako, da zaničujemo človeka, ampak da pač povemo, lahko povemo direktno, recimo jaz se s tabo ne strinjam ali pa jaz imam drugačno mnenje ali pa ni točno tako, ali pa bi rekla, ne vem, moje informacije so drugačne, moje znanje je drugačne, ampak že to, da se nekdo izpostavi, je v bistvu dovoljšen razlog, da mu izkažemo neko spoštovanje in da ne dovolimo, da v bistvu ga drugi, bi rekla, potlačijo ali pa zaničujejo kakorkoli. Potem, ko ta Luka Avsec, če jaz tule kliknem, bo prišel noter. Mogoče, ne vemo. No in ta najvišja potreba je potem tisto samouresničenje, ne. Seveda tisto, bi rekla, zadoščenje, ki ga človek občuti, ko je recimo pohvaljen, ko je občutil, da je nekaj novega spoznal, pa je to tudi lahko delil s drugimi in na ta način v bistvu je tukaj priložnost, da to dejansko deli z drugimi. Bomo videli še na kakšen način, kakšna metoda je za to potrebna, da to dejansko tudi potem mu omogočimo. Ja. Šlo naprej. Okej, seveda, kot smo rekli, zdaj pri učenju je, ali pa bi rekla prenašanju znanja, je treba točno to upoštevati. Torej preteklost, ki jo prinašajo ljudje s seboj, običajno je to za vodnika velika uganka, ne vemo, kaj poznajo, česa ne poznajo in je fino, da se znamo temu čim prej prilagoditi oziroma tudi čim prej, bi rekla, začutiti, ne. Potem prvi vtis. Prvi vtis je dokaj pomemben, ne. Prvi vtis je tisti,
pač ki ga v bistvu dobijo ljudje že, ko nas zagledajo, recimo, če jih mi čakamo nekje, pa oni že z avtobusa dol, recimo vidijo, aha, čakaj, kaj zdaj, ne. Ko gremo da povem eno tako zadevo, ko gremo na gozdarske ekskurzije, recimo, ne, veste, kaj je ta prva zadeva, ki jo pač poskušamo ugotoviti od tistih, ki nas pričakujejo, domačinov, ki nam bojo nekaj povedali. Najprej jih pogledamo v to, kaj so obuti, ne. Ker če so obuti v salonarje ali pa bi rekla take fine čeveljce, ne, pisarniške, pol že vemo, da ne bo terena, ne. Če so pa obuti v gojzarje, potem pa je še upanje. Ne glede na to, kakšne hlače imajo, pa kakšno bundo imajo, ne. Samo da vidimo, ali imajo gojzarje na nogah, ali imajo čeveljčke na nogah, ne. Recimo, ne, to so zanimivo, ne vem, če boste vi kje kot neki, bi rekla, obiskovalec, poskusite sami pri sebi se spremljati, kaj na vas naredi ta vtis, ne. Recimo, kaj je za vas pomembno, kakšen vtis naredi recimo vodnik, ne, kaj pogledate, ali pogledate, ne vem, če ima kakšni recimo imajo zelo težave s tem, ko imajo en ovratnik ven, pa drugega noter, ne, in pol se kakšne največkrat gospe upadejo s tem, da bi mu popravile, ne, tisto ovratnik ali pa kaj takega, ne, so čisto tako. Ali pa recimo različne stvari. Poskusite ugotoviti pri sebi, to vam bo pomagalo, da boste tudi pol se zavedali tega, kakšen vtis vi delate kot vodnik proti neki skupini, ki prihaja k vam, ne. Potem recimo je zelo zanimivo ravno to, ne, pomeni o ljudeh, ne o besedah, ne. Zdaj, dostikrat je recimo tukaj zanimivo, predvsem, če uporabljamo narečni jezik, ne. Ne vem, ko smo šli mi na faks, smo se sošolci s kolegi dobili in potem smo ugotavljali, kjer je Štajerske, kjer je s Koroške, kjer je ne vem kje. In recimo zame so zelo težko pogruntali, od kje sem, ne, ker pač ne govorim dosti narečnih besed ali pa nimam tega narečnega tona izražanja, ne. In če smo pač taki, je čisto v redu, če govorimo narečno, ni nič narobe, recimo, ne. Ampak moramo se zavedati, da nekaterih narečnih besed recimo ljudje iz drugih krajev pač ne bojo razumeli, jih moramo povedati, ne. Mislim, moramo razložiti, o čem govorimo, ne. In pač to, da so naša sporočila preprosta in organizirana, ne, ker po domače rečemo, če bomo bluzili, bojo pogruntali, da nimamo pojma. No, čisto tako bi rekla, čisto najbolj na preprost način povedana zadeva, ne. Se pravi, če nimaš pojma, bodi rajši tiho, kot da nekaj nakladaš, ne. Zdaj, večinoma bomo imeli mi obiskovalce, razen šol recimo, predvsem, kar govorimo o odraslih skupinah, obiskovalce, ki so tukaj na izletu, recimo, ne, ki niso, katerih, bi rekla, dolžnost ali pa naloga ni, da se nekaj nujno naučijo, ampak je pač to rekreativno učenje. Se pravi, mora biti zabavno, mora biti tako, da sprošča, mora biti tako, da se vtisne v spomin, ker pač ne bojo tega ponavljali, ne bojo reševali testov iz tega. In to najlažje naredimo na ta način, da seveda navdušujemo, ne, ker če znamo pač navduševati, da ljudi pritegne, potem se bojo v bistvu pri tem, jih bo zanimalo, sprostili se bojo, zabavno jim bo in na koncu se jim bo zdelo, da je vsega prehitro konec, ne. Kar je super, če vam to reče, kdo pol ste zmagali. In zdaj, kaj je treba pri vsem tem upoštevati, ne? Najbolj pomembno je, da so ljudje vključeni, se pravi, da niso samo slušatelji, tako kot je zdaj meni kar precej težko, ker vi pač poslušate in ni tega, bi rekla, sprotne interakcije. In tudi to, da uporabljamo čim več čutil, ne. Zdaj, mi trenutno uporabljamo predvsem 2 čutili, ne, to, da me gledate, je že en pripomoček k temu, da lažje pač poslušate, pol jaz vam poskušam še malo mahati z rokami in na ta način poudarjati ene stvari.
Ampak, kadar smo v tem neposrednem stiku in odnosu do obiskovalcev, lahko vključimo še več čutil, torej vsa čutila, če se le da, ali pa večino čutil, ne. Bomo videli prav kmalu, zakaj je tako. In tisto, kar predstavimo kot vrednoto in kar ljudje tudi sprejmejo kot to, da se nam zdi pomembno in da tudi njim postaje pomembno, o tem seveda jih bo več zanimalo. Ali pa če jim dopustimo in omogočimo, da to odkrivajo sami, ne. In to bomo lahko v bistvu tudi boljše rezultate dosegli, ker če jim omogočimo, da se sami aktivirajo, ne. Tele grafe verjetno že poznate, se pravi, kaj je tisto, kar si najbolj zapomnimo, ne. 10% tega, kar slišijo. Se pravi, danes boste mogoče odnesli recimo tam 50%, ne, ker malo vam kažem slikce, malo me poslušate. Če boste 50% od današnjega predavanja odnesli, bo že zelo veliko, ne. Seveda, okej, imate literaturo oziroma to predstavitev, boste lahko kaj ponovili, ne. Če pa v bistvu jim omogočimo, da ljudje sami nekaj naredijo in da se aktivirajo, ja, to je pa pol izkušnja, ne. In izkušnje so tiste, kar v bistvu sestavlja naš spomin, ne. To smo doživeli, ne. To se nam je vtisnilo. Čustveno smo bili vpleteni, fizično smo bili vpleteni, z vsemi čutili smo bili vpleteni in to je tisto, kar potem ostane, ne. Tako da v bistvu je smiselno program pripravljati čim bolj raznolik, kar se tiče tega. In ker poznamo, to pač so študije prikazale, da smo različni si po značajih, tudi po stilih učenja, smo recimo, ne vem, imamo bolj si zapomnimo, kar vidimo, nekateri si bolj zapomnijo, kar slišijo, recimo to, jaz bi si želela bolj zapomniti, kar slišim, pa si bolj slabo zapomnim, ne. To lahko uporabite, veste, tudi recimo doma, ne. Pač ja, sem ti povedala, pa si nisi zapomnil. Ja, bi mi mogla pokazati, ne, jaz sem bolj vidni stil učenca, ne, recimo, ne, lahko en tak izgovor. Potem nekateri morajo vse v roke prijeti, ne, vse morajo otipati in tako dalje. Nekateri pa morajo okušati ali pa povohati, ne. Zdaj, če kdo od vas gleda Masterchef, lahko hitro vidite razlike med sodniki, ne. Veste, kateri naredi najprej to? Ste že opazili to? Če gledate Masterchef, boste se spomnili, da Luka Jezeršek, ne, zmeraj vsako jed najprej povoha in potem poskusi. Recimo, on je zelo ta olfaktorni in gustatorni človek, ne, tip. On mora vse zadeve povoha, ne, medtem ko Bine Volčič pa Karim pa ne povohata zadev, ne, ona dva takoj poskusita, recimo neko jed, ne. In danes ste dobili v bistvu še en Wordov dokument, kjer imate te Wordove dokumente pri sebi, mogoče nimate. No, bom jaz poskusila vam deliti pač ta Wordov dokument, samo moment, evo, to je ta Wordov dokument in zdaj predlagam, da naredimo eno vajo in da vsak zase v bistvu zapiše te ocene po svojem stilu učenja. Se pravi, vi napišete vsako tale okenček, številko 3, če je to, da se strinjate popolnoma s to trditvijo glede na svoje funkcioniranje, ali da je recimo tam pogosto, ali da ni to tako, ali pa to sploh ni tako. Se pravi, 3, 2, 1 ali 0 so vaše ocene, ki jih vpišete vsakega od teh okencev in na koncu to seštejete. Lahko si kar naredite vizualni, 1, 2, 3, 4, 5, 10 in potem napišete te ocene. Evo, jaz vam dam zdaj 5 minut časa, da to lepo pri sebi ocenite. Bo šlo? A vidite vsi v redu to? Ne. Premejhan. Premejhan, ok, lahko malo povečam. Pa gremo najprej na vizualni stil, pa povejte,
A je zdaj boljše? Tu imamo vsi noter na drive. Ja, na Drive je, lahko si prenesete to datoteko, pa pišete direktno v datoteko, ali pa si zdaj na list papirja sam napišete pač teh 10 ocen, recimo za vizualni stil. Ko boste to rešili, povejte, da ste rešili, vam odprem pol drugo skupino. Za vizualni stil ste že izpolnili? Ste, gremo lahko malo naprej. Ja. Evo, slušni stil. Ja, gremo lahko naprej. Okej, in še tretja skupina.
Špela, jaz sem prosila, če boš dala 2 nazaj, veš, jaz sem malo bolj počasna. Ko bojo drugi končali, ne zdaj zaradi mene, čakaj. Pardon, slušni stil ste vsi zapisali, ste končali? Tako, nisem končal. Kako? Pravim, da smo končali. Ok, še tretja skupina, taktilno-kinestetični. Sabina, bo šlo? Sabrina? Čakaj, da najdem mikrofon. Ne, nisem še do konca, sem nekaj razmišljala zraven, pa mi je uvedlo. Ma bom pol na koncu vždala samo malo, ne drugi to končajo. Ok, dobro. Kako vam gre, ste končali? Ali? Smo končali, Ja. jaz sem. Ok, Ja. dobro. Zdaj pa me zanima, koliko od vas, pa dajte recimo pomahati, koliko od vas ima skupno oceno pri vizualnem stilu večjo od 20 ali več? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Še kakšen? Jaz imam glih 20. Ja. Torej, vidite, ne? Tudi sami vidite, velika večina vas ima, torej nas je izrazit vizualni stil učenja. Ne? A ima kdo od vas torej v slušnem stilu več kot 20 točk? Jaz pa spet. Ja, jaz tudi. Aha, evo, odlično, ja. Tudi verjetno ste v kakšnem takem poklicu ali pa opravljate kakšno tako delo, da temelji na sluhu, ne? Na poslušanju in na sluhu. A ima kdo od vas več kot 20 točk pri taktilno-kinestetičnem stilu učenja? Ja? Aha. Ja, jaz jih imam 20. 2, 3. Ok, praktiki se pravi, ne? Verjetno imate nekateri tudi precej izenačena vsaj 2 stila. Ne? Približno enako, ja, vidite, približno enako število točk v 2 stilih, nekateri pa imate v bistvu izrazito poudarjeno število točk na enem stilu in na drugih 2 v bistvu bolj malo, recimo pod 15 ali kaj takega, ne? Tako da, kaj smo hoteli to prikazati s to vajo, ne? S to vajo sem vam želela demonstrirati pač ali pa omogočiti to, da najprej vi sami prepoznate pri sebi to svojo lastnost, ne? Mogoče se to že zavedali ali pa tudi ne, torej da prepoznate to svojo lastnost, po drugi strani pa to, da se zavedate, da boste v vsaki skupini imeli obiskovalce, ki bodo pač različni, kar se tiče tega, ki si bodo med seboj različni, ne? In to pomeni seveda, da je prav, da našo predstavitev pripravimo na način, da zadovoljimo različne tipe obiskovalcev. Se pravi, zavedati se moramo, tudi če nas je recimo, ne vem, 80% izrazito vizualcev, ne, moramo omogočiti tudi tistim, ki so praktiki, da vključimo vsaj kakšno dejavnost v tej naši predstavitvi, zato da lahko nekaj tudi v roke primejo, da lahko nekaj tudi z gibanjem izrazijo ali na tak način, ne. Ker sicer bo ta del naše skupine odšel nezadovoljen domov, ne, ker jim ne bomo omogočili doživetja, ki njim najbolj leži. Zato, kot rečem, ne, ko pripravljamo torej interpretativno vodenje, imamo teh 5 ključnih vprašanj. Vedno imamo, karkoli v življenju počnemo, imamo teh 5 ključnih vprašanj. Kdo, kaj, zakaj, kako in kdaj, ne. In zdaj, če gremo po teh korakih, se pravi, kdo so naši obiskovalci, ne. Rekli smo že, našo ciljno skupino moramo dobro poznati. Vam povem en primer. Enkrat me je poklical en starejši kolega, jaz sem bila še zelo mlada in zelena, in zelena sem še, ampak mlada ne več. Torej me je poklical en starejši kolega iz drugega konca Slovenije in je rekel, poslušaj, jaz bom pa pripeljal k tebi en avtobus ljudi in ti nam pripravi en ogled vašega območja, radi bi najmanj 2-3 ure skupaj hodili naokrog in da nam kaj poveš in tako naprej nazaj. Super, sem rekla, kaj pa lepšega, kakor ljudi po gozdu peljati. Potem sem razmišljala, kje bi bilo najbolj zanimivo, vsega nič, gremo v Rakovškocjan, tam bomo šli po poti, 3 ure hoje, super, bomo si pogledali mali most, veliki most in vse vmes in tako naprej. Ok, in še vse jim bom lahko razložila. Z drugega konca Slovenije itak kras razlagati, kaj lepšega, ne, ljudje ne poznajo in pač jim te stvari pripravim. Se pripelje ta avtobus in začnejo hoditi dol. Povprečje je bilo 70+. Od tega je bilo jih vsaj 30% s palcami. Mislim, s palčkami, starostniki. Jaz nisem vedela, kaj narediti, se pa dobro, kako ste meni vi rekli, da hočete 2 do 3 ure hoditi z ljudmi, ki jih pripeljete v skupino upokojencev, ne?
In potem seveda tisti, ki so imeli težave s hojo, niso mogli iti po poti ob vodi. Jaz sem bila sama, torej morala sem deliti skupino, sem rekla, pejte vi sami, niso nič izvedeli, niso nič slišali, pač tam so hodili in so se sprehajali. Mi smo z drugim delom skupine smo šli dol pogledati vse te pojave in vse te stvari, ampak seveda na koncu niso bili ne oni zadovoljni, ne jaz, ne. In v bistvu sem se zelo, bi rekla, na hud način naučila, da se moram bistveno bolj pozanimati o tem, kdo prihaja k meni, ne. Lahko so to zelo različne skupine, lahko so heterogene skupine, lahko je vmes samo eden, ki ima gibalne težave, recimo, pa ti podre cel sistem, kakor si ga zamislil, ne. In seveda, za nas je optimalno do 20 oseb, vi boste velikokrat tudi v situaciji, ko boste imeli cel avtobus, 40-50 ljudi, ne vem koliko, ampak če se le da, pač jaz poskušam vsaj za tista vodenja, ki jih imamo mi, bi rekla, v okviru službe, zadevo omejiti na manjše število. Vemo, da če je preveliko število oseb na omejenem prostoru, se ne moramo niti vsi razporediti. Vemo, da se potem slabše sliši, v naravi lahko še piha, lahko je vetrovno in tako dalje, se sorta težave so, če je preveč. Kako to reševati? Če vas slučajno res pride 45 hkrati na mašun, vam bom demonstrirala. Prav? Nekaj sem se že zamislila, kako. Torej, kakšno je njihovo predznanje, kaj so tiste zadeve, ki jih zanimajo, je tudi pomembno, torej, kakšne so gibalne sposobnosti, vedeti moramo, kje bomo peljali skupino, torej, kakšen teren imamo, ali je vlažen, ali bo blato, ali bo to dež, ali kaj bomo naredili, če bo popolnoma neprimerno vreme. Skratka, pač moramo o vseh teh stvareh razmisliti. Kaj jim bomo predstavljali? Jaz vam povem zase, za moje, bi rekla, vodenje, ki pač traja že kar nekaj desetletij, lahko rečem, da še nisem dvakrat ponovila iste zadeve, ker je popolnoma nemogoče isti program ponoviti, že zaradi drugega, ker skupina, ki prihaja k tebi, ni ista. In to je tisto prilagajanje potem obiskovalcem, njihovim interesom, njihovemu znanju, predznanju in tako dalje. Ampak ne glede na to, v bistvu, kadar se recimo napove neka skupina, je fajn, da v bistvu se pozanimamo, kaj je tisto, kar pa njih zanima, ne. Včasih boste dobili odgovor, ja, ne vem, vi že morate vedeti, kaj je sploh tam, mi sploh še nikoli nismo tam bili, ne, in kako smo mi vedeti, kaj ne bi nas zanimalo, ne. In takrat boste vi pač naredili tisti svoj osnovni program in boste ugotovili, da bo skoraj vse novo za njih, ne. Če pa bojo rekli, ja, veste, mi smo predvsem, ne vem, društvo ekonomistov, ki smo ljubitelji pohodov v naravo, evo, imate že neko, bi rekla, neko nit, ne. Pohodi v naravo, nekaj v tej naravi jih privlači in že imate možnost, da jim, ne vem, poveste o tej naravi ali pa pač nekaj drugega, kar jih zanima bolj podrobno, ne. Stopnja zahtevnosti vsebin večinoma je, recimo tam, od 5. do 7. razreda osnovna šola, za splošno populacijo govorim, ne, če so to splošna populacija. Treba je zelo paziti recimo pri upokojencih, ker mi upokojence imamo včasih, ker še pač nismo tam večinoma, ne, imamo ja, to so pa, kaj pa vaš poklic upokojenc, ne, mislim, ta upokojenc je lahko, ne vem, doktor medicine ali pa, ne vem, raziskovalec ali pa, bi rekla, ne vem, vratar ali pa, ne vem, pač učiteljica ali učitelj. Skratka, pri upokojenskih skupinah dobimo izjemno heterogeno skupino, ne, to se je treba zavedati, ne, tam so v bistvu pač vsi v 3. življenjskem obdobju, kar jih združuje, čas imajo, ampak po predznanju in interesih so pa lahko zelo različni. In na te stvari moramo biti pripravljeni, ne.
In zaradi tega je tudi tisto fino, kar sem rekla, da je fino, da pač zadeve povežemo z vsebinami iz vsakdanjega življenja. Zakaj? Ker tisto, kar je recimo znano v splošni populaciji, a veste, to je pol tisto ustvarjanje asociacij, ne? Če rečete, lejte, v Krasu pa pač recimo, da rečete kaj takega, ne? Kras je sestavljen iz apnenca oziroma pač kamninska podlaga Krasa na kraških terenih je apnenec in to je kamen, ki se topi v vodi. Veste, to je tako, ne? Ko pustite zvečer kozarc na pultu, ne? Zjutraj nimate več, recimo tako, da je malo vode v kozarcu, zjutraj nimate več vode v kozarcu, ampak imate samo še belo. Ne? Se vam zasuši voda, ne? A veste, pol morate pa tisto zgobico stran drgati, ne? In kaj je tisto, kar se vam je zasušilo v kozarcu? Ja, tisti apnenec, ki je v bistvu šel skozi teren, ki je pač padel dež iz neba na kraška tla in je v poti proti vodnemu zajetju stopil toliko in toliko apnenca in ta apnenec ste vi zdaj dobili v kozarcu. In vsakokrat, ko bo ta človek dobil zjutraj zasušen kozarc tam na pultu, bo rekel, a ja, seveda, ne, to je apnenc, ki se je stopil na poti iz recimo Snežnika dol do Malno, ne. In v bistvu na tak način povezujete stvari, ki so vsakdanje za vse nas ali pa za večino nas, z tistim, kar želite povezati. To v bistvu ustvarja asociacije in na ta način bodo ljudje bolje razumeli in si lažje zapomnili. Zdaj pa zakaj hočemo nekaj to vedeti? Ja, prvi interes je na strani seveda obiskovalcev, ne? In zato tudi lahko vprašamo, ja, kaj je tisto, kar vas zanima. Prej oni povejo, kaj bi želeli spoznavati, kaj bi v bistvu jih zanimalo, mi pa v bistvu tisto preoblikujemo v naše ključno sporočilo, v našo rdečo nit, ne. Tako kot smo rekli že na začetku, pomembno je, da jim to približamo tako, da jih navdušimo, da v bistvu angažiramo njihova čustva, ker če nam to uspe, bomo tudi lažje dosegli spremembo vedenja oziroma spremembo odnosa, pa če ne drugače, samo to, da bo recimo, ne vem, nek obiskovalec šel drugič s kolegom ali s prijateljem ali s prijateljico na kavico ali pa na pirt, pa bo v bistvu povedal, veš, zadnji smo bili pa na enem super izletu, to pa to, ne? A veste, in smo v bistvu že dosegli širjenje tega znanja in hkrati tudi navdušenja in vedenja o tem, kar smo jim želeli postaviti, ne? Se pravi, moramo najti to povezavo, kaj bi oni želeli vedeti in tistim, kar jim mi želimo ali pa imamo možnost sporočiti, ne. In to v bistvu te cilje ali pa si zamisliti te cilje na tak način, da jih lahko na nek način tudi izmerimo. Kako to izmerimo, bomo še povedali na koncu, ne. Torej, če se vrnemo na prvi slajd, če se spomnite, tisto ključno vodilo, ki ga je Tilden oblikoval, ne, se pravi razumevanje, spoštovanje, varovanje, ne, to povežemo, torej znanje, učni cilj, čustveni cilj, spoštovanje, vedenjski cilj, varovanje, akcija, ne, in tukaj smo v bistvu povezali te vsebine. Evo, zdaj pa čas. Jaz zdaj ves čas gledam na uro in vidim, da imamo še 10 minut do 6, ko verjetno bomo poskusili zaključiti ali pa kakšno minuto čez. Na začetku, če nimamo še izkušenj, je kontrola časa zelo zahtevna stvar za vodnika. To seveda potem s prakso je zmeraj lažje. Vsak bo našel pač nek svoj način, da bo obvladal čas. Recimo govorim zdaj o času poteka samega izleta, samega vodenja. In recimo jaz vam lahko povem, kako sem se jaz naučila spremljati čas, ne. Torej, za pripravo na neko turo sem pač pogosto šla prej v bistvu po tej trasi okrog, ne. In sem štopala, koliko časa potrebujem za vožnjo, koliko časa potrebujem za hojo
in koliko časa mi ostane za razlago nečesa. Ne? Kar se vožnje tiče, je treba v bistvu upoštevati recimo pri avtobusni vožnji, če ne gremo po avtocesti, če gremo po recimo gozdnih cestah ali kaj takega, 20 na uro. Recimo 20 km na uro, recimo takole, izkušnja. Ne? 40 na uro gremo z avtom, ne? Tisti, ki dirkamo domov ob 3 iz službe, gremo lahko tudi malo hitreje, ne? Po gozdnih cestah, ampak avtobus več kot 20 ne gre, vam garantiram, da ne gre. To se pravi, iz recimo Pivke na Mašun bo avtobus rabil kar 1 urco. No. Iz Mašuna do Postojne rabi pa krepko več kot 1 uro. Tako da je treba pač te stvari pač imeti naštudirane. Ne. Potem, kakšen letni čas je, recimo, če govorimo o naravi, ne, če vodimo po naravi, seveda so letni časi pomembni, zaradi tega, ker se izgled in stanje v naravi z letnimi časi spreminja in tudi moramo vedeti, ali bomo kazali zdaj, ne vem, spomladanske cvetlice, ali oziroma nas bo kdo vprašal, kaj je v spomladanskem cvetju, ali bomo, ne vem, govorili o tem, da medvedi zdaj spijo, ali so zdaj ravno kar vstali iz brlogov, ali kaj bomo počeli. Ne? Se pravi, moramo upoštevati seveda naravne ritme. Potem, koliko časa imamo na razpolago, je pa pomembno vprašati to skupino. Ne? Recimo, moje izkušnje so take, da v bistvu smo mi običajno samo en delček nekega turističnega izleta. Ne? In seveda moram jaz vedeti, če imajo oni, ne vem, ob 5 popoldne obisk v Postojnski jami, kaj to pomeni? To pomeni, da morajo biti oni ob 5 popoldne tam, ne to, da jaz zdaj potegnem za 15 minut, ker vemo, da je obisk šele 1 uro kasneje, pa mogoče ga pa ni več, ne? In sem jim zafrknila recimo cel izlet, recimo, ali pa uničila. Ne? Tako da v bistvu je treba te stvari kontrolirati. Ne? No, in še 5. vprašanje, kako? Se pravi, kako, katero metodo bomo uporabili, katere aktivnosti bomo vključili in na kakšen način in katere pripomočke potrebujemo za to, da bomo to izvedli. Ne? Zdaj, katere aktivnosti vključiti pri recimo gozdni pedagogiki, imamo cel nabor nekih, bi rekla, didaktičnih aktivnosti, igric, možnosti, da spodbujamo opazovanje, možnosti, da nekaj izvedemo v naravi, da prevzamemo vloge recimo, ali da izmerimo nekaj ali kakorkoli, ne? Ali da opazujemo recimo, ali da imamo neke pripomočke, ne vem, od povečevalnih leč ali pa tistih, bi rekla, stekleničk, ko daš žuželko notri, ki ima povečevalno steklo, kozarčkov plastičnih ali kakorkoli. Pač to se moraš zamisliti, te aktivnosti in seveda tudi vse pripomočke, ki jih potrebuješ vzeti seboj ali pa v bistvu pregledati, če je to recimo na razpolago v naravi. Ne? Običajno rečemo, da imamo ljudje 5 čutil, ampak v bistvu jih imamo 7. Ne? Se pravi, teh 5 pač je jasno, ne? Vid, sluh, voh, okus in otip. Prej smo že govorili o tem, kakšni tipi smo, ali bolje vidim, mislim, raje kaj pač vizualno opazujemo z očmi, ali poslušamo, ali želimo nekaj vohati, nekaj okusiti ali otipati. Potem je pa recimo tudi pri gibanju v naravi pomembno tudi to občutek ravnotežja. Zelo veliko kolegov opaža ravno te težave recimo pri današnji mladini. Ne? Mladina ima veliko mladih, sploh če prihajajo iz mestnega okolja, ima resne težave pri hoji po neravnem terenu, pa tudi če je to potka. Torej, kaj pa šele, če je treba iti na celo po gozdu. Ker so starši v zadnje čase zelo zaščitniški in imajo ves čas ja, pojdi raje po pločniku, ne zdaj na travcu, da se ne omažeš, ne to, ne ono, ne tretje, in na koncu otrok ne zna stopiti čez kamen in se spotakne in pade na enem preprostem bogem kamnu. Ne. Take stvari se vam lahko dogajajo. Ne. Tako da v bistvu je tudi to pomembno pri tem, ko boste načrtovali svoje vodenje in svojo interpretacijo, ko sem rekla, ali prihajajo recimo otroci iz Pirana ali pa ne vem odkot,
ali iz Ljubljane, ali iz nekega mestnega okolja, ali prihajajo bolj iz podeželja in bolj iz lokalnega okolja. Lahko pričakujete tudi v gibalnem smislu popolnoma drugačno skupino, pa ne nazadnje, recimo, če bojo, ne vem, primer mašun, če dam spet, ko imamo dosti vode na mašunu, piranskim otrokom dopovedati, da septembra morajo obuti zimske čevlje, pa kakršnekoli že imajo, ker smo na 1000 metrih in je gor lahko samo 5 stopinj, tudi če jih je v Piranu 25, je kar težava, ne. Pa kape, pa rokavice zraven, pa tako naprej, ne. Tako da, v bistvu, to so lahko kar zahtevne stvari. In pa propiocepcija, se pravi zaznavanje svojega telesa v prostoru. Jaz ne vem, če poznate vi koga, ali pa ste celo sami taki, ampak recimo v kakšnih nakupovalnih centrih, recimo se rado nekomu zgodi, da ko gre v neko trgovino in pride ven iz trgovine in ne ve več, kje je. Poznate kakšnega takega, ne? Čakajte, zdaj treba levo ali desno, ali kje je že ona trgovina, ali smo zdaj iz Hoferja vam prišli, ali smo zdaj iz Herbisa vam prišli, ali kam moramo iti zdaj, ne? Se pravi, da imajo ta občutek zaznavanja, ko se dvakrat okrog obrnejo, ne vejo več točno, ali so prišli z leve ali z desne, ne? Zakaj je to pomembno? Predvsem pri večjih skupinah in predvsem v takem, bi rekla, okolju, ki mi je tuje, recimo, da prihajajo mestni ljudje v naravno okolje, se treba zavedati, da njemu naravno okolje ni logično in da te svoje zaznavanje tega okolja je pri njih popolnoma drugačno. Poenostavljeno vam povem, morate nekoga določiti, da je rep skupine. Se pravi, da nadzoruje vse, ki so pred seboj, zato, da nobenega ne pustimo od zadaj. Kakšnega recimo nekam zatišči, pa se skrije za grm, in potem skupina je šla naprej in ta človek se vam je tam zgubil, ne. In to se je treba zavedati, recimo, ne. Tako da v bistvu organizacija gibanja skupine po tem prostoru je zelo pomembna in morate te stvari upoštevati. Zdaj, kakšne imamo učne pripomočke, je odvisno od tega, kaj bomo počeli, seveda. Jaz se recimo pri šolskih skupinah držim enega osnovnega načela in to tudi, če želijo učitelji in učiteljice drugače, in sicer brez papirja in svinčnika. To, kar lahko počneš v razredu, počni v razredu. V gozdu počni tisto, česar ne moš v razredu početi. Se pravi, da ne rešujemo mi tam zdaj delovnih listov, pa zdaj je to ali je to nekaj drugega, kle moramo izpolniti ta okvirček in učiteljica ali profesorca ali kaj gozdarka, kako me pokličejo, kaj moram kle zdaj napisati, ne, te stvari recimo nas ne zanimajo, ne. To ne delajo učitelji v šoli z njimi, mi bomo pa tam šli drevo otipati, ali ga bomo začutili, ali bomo nekaj povohali, ali bomo, ne vem, si roke umazali, ali bomo iskali hrano za deževnika, ali nekaj bomo počeli, česar v razredu pač ne moramo početi, ne. In temu prilagodimo potem tudi pripomočke. Kar se naravnih materialov tiče, so seveda možnosti praktično neskončne, lahko uporabimo vse tisto, kar je, poskušamo pa se največ, mislim, kolikor je pač možno držati tega, da ne delamo kakšne hujše škode v naravi. Dobro, zdaj, če kakšen listek odtrgamo, tudi ne bo konc tistega drevesa, razen seveda, če gre za zavarovane vrste. To sem že na začetku povedala, da pač ne bomo kazali odtrgane rožice, ne? Ali pa, ne vem, ko smo imeli vaje botanične, smo najredkejše rastline vse poteptali, ker smo jih hoteli vsi videti, ne, tudi če profesor ni odtrgal tega. Okej, gremo h koncu, se pravi še izvedba, kako gre po fazah, ne. Prej sem rekla, poskušajmo začutiti skupino. Evo, na začetku, ko se zbiramo, imamo to priložnost neformalnega spoznavanja obiskovalcev, ne. Se pravi, mi takrat tiste prve, ki so običajno tudi najbolj zagreti, ne, zato pa so prvi,
lahko že malo potipamo, kako ste, pa ste že dolgo na poti, če še tega ne vemo, ali ne vem, a ste že bili v naših koncih in tako dalje. Ne? Pač ta malo neformalni pogovor in evo, imamo že eno izhodišče. Ne? Enkrat se spomnim, je bila napovedana ena ekskurzija enih nemških študentov. Vreme je bilo tako zacrkant, slabo, južno, še nizk pritisk, veste, ko rabiš sam kafe pa kavč, pa naš drugega in tako dalje, ne, in jaz jih čakam tam, še mislim, da je deževalo ali karkoli, in pridejo prvi dol z avtobusa, se reka, no, kako pa ste, oni pa vsi, super smo, komaj čakamo, da nam kaj poveste, ne. V momentu so dvigali tudi mojo energijo in mi dali v bistvu ful, tako bi rekla, dosti volje, da sem jim začela seveda z veseljem razlagati vse, kar sem imela namen jim povedati. Ne. Tako da je res ta, no, da povem še drug primer, druga nemška skupina, ne, smo imeli natempiran urnik, ne vem koliko, 6 točk, toliko vožnje, onega 3., 4., jaz gledam na uro, so zamujali za 15 minut, pridejo dol. Aha, sem rekla, no, kar zberite se, prosim, ne, čakajte, zdaj pa so odprli kofano, ven mizo, kuhalnike, zdaj smo pa mi najprej kavico skuhali. Dobro, pa sem odkljukala zadnji 2 točki, mislim, ne gre, ne, pač odvisno, oni so tam zato, da uživajo, zakaj bi jih jaz preganjala, ne, se razumemo. Torej, skratka, imamo to možnost začutiti obiskovalce. Na uvodu imamo tiste, bi rekla, prve potrebe po hierarhiji za oddelati. Fiziološke pa varnost. To sta 2 stvari, ki jih moramo v uvodu rešiti. Ne, to smo rekli, zato pa smo rekli, to so temeljne potrebe, jih je treba rešiti, aha, smo pripravljeni, ne vem, hrana, pač toaletne zadeve oziroma fiziološke potrebe moramo odkljukati in ta zagotoviti občutek varnosti. Kje smo, kaj bomo delali, koliko časa bomo delali, kako se bomo skupaj držali, pravila, kako se bomo skupaj držali, kaj se zgodi, če kdo zaostane in tako dalje. Skratka, te stvari, recimo od njihove strahove, a vas je, ne boš jih vprašal, kaj vas je strah, ampak če prihajajo v naravo, že v Sloveniji vemo 2 stvari na našem koncu. Prva so klopi, druga so medvedi. Ne. Te stvari pač je za oddelati ali pa mogoče še kače, ne, in tako dalje. Skratka, da to in potem tiste ključne izzive. In pri tem ključnem izzivu ali pa ključnih vsebinah imamo pa že priložnost, da jih aktiviramo tudi v možganskem smislu. Tukaj lahko recimo začnemo z uganko, lahko začnemo z tem, da na pol povemo neko vsebino ali pa Weverka je temu rekel provok, ne, da jih sprovociramo, da rečemo, evo, zdaj bomo govorili pa o eni stvari, ki jo vsi poznate, pa jo lahko zdaj, ne vem, recimo skozi uganko uganemo ali na nek tak način, da rečemo, aha, čakajte, ne, ampak pejmo pa na prvo točko, pa bomo tam videli, kaj nas čaka. Ne. Skratka, da jih na nek način že postavimo to. Jedro je seveda pol tista celotna vsebina našega izleta, našega vodenja. Če smo se dobro pripravili, vemo, kdaj, kje bomo kaj govorili, in smo pripravljeni tudi na odzivanje. Ne. Recimo, če vas nekdo že nekaj začne spraševati, kar veste, da boste vi na 6. točki govorili, lahko deloma odgovorite, pa reče, ampak podrobnosti bomo pa kasneje. Ne. In se potem k temu tudi vrnete. V tem sklopu, v tej fazi je res tisto, kjer moramo omogočiti aktivacijo različnih čutil, in z pač temi vključevanjem obiskovalcev tudi omogočiti, da so oni aktivni. Ne? Se pravi, da nekaj sami naredijo. Naprimer, ena taka, bi lahko rekli, čisto enostavna stvar je, aha, pridemo do debelega drevesa in namesto, da jim povemo, da ima to drevo obseg 516 centimetrov, jim lahko damo meter, lahko jim rečemo, zdaj pa si izmerite razsežnost svojih rok
pa pejte z rokami izmeriti to drevo, pa bomo taktilno-kinestetični tip vključili, se pravi, se bojo morali tega drevesa oprijeti, se ga bojo morali dotakati, bojo morali vključiti možgane, da bojo sešteli te številke in tako dalje. Se pravi, smo jih na ta način aktivirali in jim omogočili neko doživetje. Na zaključku je fino, da res poudarimo tisto ključno sporočilo, tisto rdečo nit, tisto, kar sem prej rekla, da želimo, da odnesejo s seboj, pa da bojo povedali doma, ne vem, domačim ali prijateljem ali komorkoli, ki jih spodbudili, da pridejo tudi oni na naš konec. Veš, to pa to, res zanimivo, tam na unem koncu, una voda kar zgine v tla, stav se pojavi in pol kar zgine in nima pojma, kdaj bo, noben ne ve, ali bo z levega potoka prišla, ali bo z desnega potoka prišla, ali kaj se bo zgodilo. Ne, skratka, pač tiste vsebine. In seveda zahvala za sodelovanje ter pač pozornost, ki smo jo bili deležni. In potem 5. točka, evalvacija, ne, se pravi ocena. Zdaj imamo 2 možnosti, da dobimo oceno od obiskovalcev in da potem doma ali pa ko se peljemo domov ali pa ne vem, kakorkoli, se tudi poskušamo sami ocenjevati. Ta sama evalvacija je izjemno pomembna zato, da se lahko naučimo. Ne? In kaj zdaj tukaj treba razmisliti? Kako sem kontroliral uro, kaj je bilo nepričakovanega, na katera vprašanja nisem znal odgovoriti. Recimo, če ti nekdo postavi eno vprašanje, na katerega ne veš odgovor, kaj bo odgovor? Kaj boš odgovoril? Bom preveril, ne? Kako? Če ne veš, moraš preveriti, ne? Nekaj se pozanimati, pa pol kasneje odgovoriti. Ja, lahko to rečeš, da boš obvestil. Lahko rečeš, žal trenutno tega ne vem, ampak se bom pozanimal. Ja, lahko tudi recimo poveš, kje bi se ti pozanimal, pa ga recimo mu rečeš, ne, poglejte, lejte, tam pa tam, mogoče se da to raziskati ali kakorkoli. Seveda je odgovor ne vem, je absolutno dovoljen in korekten odgovor, če nečesa ne vemo, ne. Seveda, jaz sem jih slišala pol od unih mulčkov, ne, ki so me vprašali, katera rožica pa je to, pa sem rekla, ja, to pa ne vem, ne. Pa so rekli, ja, gozdar bi moral pa vse vedeti, ne. Ja, saj po svoje so imeli prav, ampak jaz sem pošteno povedala, da ne vem, ne. Skratka, lahko... Hlače boš dobila, premajhne hlače imaš. Lahko bi se znašla, pa bi mu rekla, lej, dajva skupaj raziskati, ne. Kakšne ima oblike listov, kakšno ima obliko cveta, kakšno ima to, ali je to zvončnica, ali je to peterocvetni oziroma peterolistični cvet, ali je to simetričen cvet, ali kaj. Pač lahko nekaj, bi rekla, potegneš tudi iz tega, ampak tudi, če ne veš konkretno imena, ne. Lahko, ne vem, otroke tudi malo okrog obrneš, pa rečeš, pa dajmo mi neko ime se spomniti, ali pa kaj takega, ne. Mislim, je možnost različna, ampak ja, hočem reči to, da je čisto korektno, da če nečesa ne vemo, pač pošteno povemo, da ne vemo, boljše, ker nikoli ne vemo, kdo pa ve v skupini, ne, kaj je to. Ali pa lahko vprašaš, a kdo drug ve, ne. Jaz ne poznam, a kdo od vas ve, ne. Skratka, to, ja, pač razmišljaš o tem, katera vprašanja so te v bistvu presenetila in to ti je izhodišče za potem naprej širjenje tistega, bi rekla, razgledanosti, iskanja odgovorov na ta vprašanja in tako dalje. Recimo, če je ta priložnost, da tudi od obiskovalcev dobimo nek feedback, je pa tudi fino, ne, recimo, jaz imam na Mošonu običaj, da zaključim na zadnji točki, zaključim, ne pa na izhodišču, torej pot je krožna, ampak ne zaključim na začetni točki, kjer pol tudi dejansko se razidemo, ampak na zadnji točki zaključim in imamo tisti zadnji kos poti čist sproščen, ne, in v tem zadnjem delu se vedno, ali kdo v bistvu se hoče še z mano kaj pomeniti, ali poslušam, kaj se pogovarjajo med seboj, ko delijo svoje vtise in mi je to v bistvu tista informacija o tem, kako so doživeli.
Je pa recimo, če imamo pa šolske skupine ali vrtec ali karkoli, je pa se vedno možnost, da se z učitelji dogovorimo ali da nam pošljejo, ne vem, da bojo pisali izpis o tem izletu ali bojo nekaj narisali na to temo, kar so doživeli ali nekaj takega in da nam pol to pošlje, ker to je pa super res možnost, ker otroci so pri tem recimo bojo narisali tisto, kar se jim je najbolj vtisnilo v spomin. In ko dobiš, ne vem, 20 slik in je na 10 slikah isti motiv, veš, da tisto se jih je pa res dotaknilo. In na ta način v bistvu vidiš, kaj dejansko je funkcioniralo, kaj je v bistvu bilo tisto, kar so oni tudi začutili. Pri evalvaciji sam še to rečem, da dejansko je sploh, če ste na začetku te svoje kariere, fino, če imate kolega ali družinskega člana ali pač nekoga ob sebi, ki vas spremlja in mu poveste, bodi pozoren, ne vem, na mašila v jezikovnem sporočanju, na to, ali sem imel neko kretnjo, ker sem stalno neko isto zadevo, veš, si se ponavljal, pa je pol so vsi šteli, kolikokrat si rekla pač, ali pa kolikokrat si se popraskala po glavi, ali nekaj takega, česar se ti v bistvu sam niti ne zavedaš, ker imaš, ne vem, mogoče malo treme ali pa preveč vsega za obvladati in se tega niti ne zavedaš in ti pol neka, bi rekla, tebi naklonjena, nevtralna oseba lahko v bistvu pri tem dokaj pomaga in reče, ok, dobro, tole bomo pa naslednjič probali kontrolirati. In zagotovo izkušnje vam bodo prinesle zelo boljše, torej večjo kvaliteto izvedbe vašega vodenja. Tako, tule je moja zaključna misel, torej kar se interpretacije tiče, je tisto, kar izžarevaš res najbolj učinkovito, se pravi, če v nekaj verjameš, če ti je do nečesa mar, če ti je drago in na ta način govoriš reka s srcem ali pa s celim svojim telesom, je to ljudje opazijo in navdušenje je nalezljivo in jih boš uspel navdušiti. Tako da v bistvu to je pač moja misel, ki vam jo želim posredovati in zdaj sem seveda tudi še na razpolago za vaša vprašanja. Ja, zanimivo predavanje, hvala. Super bilo, da bi to tudi v naravi pogledali, tako da, če bo le možno, ne? Ja, zdaj, jaz sem govorila z Dejanom, zaenkrat veste, da smo najslabša regija in da imamo omejitev na 10 oseb, tako da bomo videli, kako bo to potem za naprej, ampak ne odločam jaz o tem, se bom pač poskušala prilagoditi, kolikor se bo dalo. No, jaz sem tudi hotela reči, Špela, zanimivo kot vedno, da je lepo poslušati. Hvala. Mi je bilo veselje. Tudi ko sem pripravljala, sem rekla, spet bom tu govorila, že vidim. Ja. Ja, jaz se pridružujem, tudi lepo predavanje, zanimivo, tako da upimo, da bomo kdaj šli skupaj, pa da se še kaj v živo naučimo, ne. Obenem vas pa tudi povabil na Menišijo, na našo naravoslovno-naučno pot v Dobec. Ne vem, če jo poznate, da bi morda šla enkrat z nami, ali bi šla manjša skupina, pa da bi pol še tam morda v živo pogledali. Ker midva z Robertom računava, da bi bil na Menišijo se osredotočila, ker imamo pač na naravoslovno-naučno pot, pol imamo po Medvedovih stopinjah. Ja. Te poti računamo malo oživeti, zato so se tudi pol odločili, da greva v to smerno. Super. Da bi se specializirala na ta naš konc, pa da bi potem morda tudi z vašo pomočjo enkrat še kaj videli, kar morda ne vidimo. Ja, rade volje, seveda, če se bomo lahko časovno uskladili. Se pravim. Kolikor se bo dalo, ja. Ja, hvala. Bomo se probali zorganizirati, okej. Še kakšna stvar ni bila čisto jasna, ali sem preveč zakomplicirala, ali se vam ne sanja, kaj sem govorila? Morda, če jaz povem, se mi zdi, da je bilo zelo jasno in na prijeten način povedano vse, kar bi morali
dobri vodniki vedno upoštevati. No? Tako da hvala še enkrat za tvoje predavanje, ki je bilo res dobro. Ok, hvala lepa. Dobro, potem Dejan, kar se tiče nadaljevanja programa, boš verjetno ti kaj povedal, ne? Ali pa si že? Ja, ne, tako kakor smo že rekli, ne počakamo do naslednjega tedna, da vidimo, kako bo z omejitvami in potem naredimo plan, ali bomo šli po manjših skupincah, ali bomo pa naredili na kak način, no, da bomo tudi izpeljali ta ogled v živo. Vam pa vse javim tekom naslednjega tedna. Evo. Hvala vam za današnjo udeležbo in smo na vezi. Hvala lepa. Vsem. Hvala. Adijo. 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 Hvala,